Najprej prisluhnite zvoku. Dobro, zdaj pa vprašanje. Ta zvok je stvar preteklosti in pomeni tehnološko dediščino, saj je povezan z vzpostavljanjem klicne povezave z internetom. Kaj pa nam je ta zvok pravzaprav sporočal? A. Da se za prenos podatkov uporabljajo človeku slišni zvoki. B. Da je prišlo do napake pri vzpostavitvi povezave. C. Da je prenos podatkov počasnejši kot navadno. Ali D. Tisti hip internet uporablja še druga naprava na istem priključku. Imamo odgovor B od vijoličastih in D od rumenih, če se ne motim. Ja, Jasna se nam oglaša iz računalniškega muzeja, kamor sumim, da je šla predvsem zato, da lahko visi na Ircu. Tisti, ki veste, veste. Vrnimo se v 90. leta prejšnjega stoletja. Medtem ko je stil oblačenja skoraj isti, pa je veliko stvari bilo zelo drugačnih. Ena izmed njih je tudi internet. Če si se v začetku 90-ih let želel povezati z internetom, si moral uporabiti izum iz 19. stoletja. Stacionarni telefon. Prosim za dostavo interneta na naslov. No, ni potekalo čisto tako, ampak skoraj. Tole je tipična računalniška postavitev iz tistega časa. Precej krame, a ne? Snovalci interneta so dobro vedeli, da je telefonsko omrežje že precej razširjeno. Vprašanje je bilo le, kako to povezati z računalnikom. In zato je bila izumljena tale napravica. Reče se ji modem. Modem je bil vmesnik, ki je znal pretvoriti človekov slišne zvoke v računalniški jezik. In obratno. Kaj to pomeni v praksi? Poglejmo. Odprla bom takrat najbolj priljubljen brskalnik Netscape. In sedaj se mi odpre okence, preko katerega se bom lahko povezala na internet. Moj domači modem bo poklical modem ponudnika interneta. Najprej bomo slišali, kako se zavrti telefonska številka, potem zazvoni in modem ponudnika interneta se javi. Sedaj se začenja pogovor med njima. Kako hiter internet mi lahko omogočiš? Joj, malo si daleč, ampak vidim, da si kar zmogljiv. Zmeniva se za 4 kilobajte na sekundo. Ok. Seveda smo ta pogovor malce karikirali, ampak dejansko je šlo za neko približno vnaprej dogovorjeno zvočno signaliziranje, ki je bilo človeku slišno in nam je dalo vedeti, če smo se povezali na internet. Poleg tega sta modema na ta način komunicirala med seboj o največji možni hitrosti. Ta je bila v primerjavi z danes še zmeraj zelo počasna. Včasih je najboljši telefonski modem prenašal 7 kilobajtov na sekundo. Danes pa optični internet prenaša kar 12.500 kilobajtov na sekundo. To pomeni, da je bil nekoč internet kar 2000-krat počasnejši. Si predstavljate, da bi morali toliko časa čakati? Zvok, ki ste ga slišali, je predstavljal človeku slišne signale za prenos podatkov. Tako je pravilen odgovor A. Fajn se mejte, jaz pa grem na Irc. Se vidimo, upam, da dobiš kakšnega sogovornika tam, Jasna. A si predstavljate, včasih recimo domače so starši hoteli telefonirati, nisi mogel biti na internetu.